Slovenija leži na potresno nevarnem območju. Potres se lahko zgodi kadarkoli in kjerkoli. Potresno najbolj ogrožena območja v Sloveniji so območje Ljubljane in okolice, območje Brežic in območje zahodne Slovenije. Potresa ne moremo preprečiti, lahko pa se nanj pripravimo. Najboljšo zaščito med potresom omogoča stavba, ki je bila zgrajena po načelih potresno odporne gradnje ali pa je bila kasneje protipotresno utrjena. Doma določimo mesta, kamor se bomo umaknili med potresom. V šoli ali v službi pa se poučimo, kje so. Mesta, kjer bomo v dani stavbi najbolje zaščiteni pred padajočimi kosi opreme in poškodovanimi deli stavbe, so pod trdnimi mizami, med podboji vrat, če so v notranji nosilni steni, in ob notranjih nosilnih stenah. Poskrbimo, da so električni kabli, plinske cevi in napeljave nepoškodovani. Uhajanje plina lahko med potresom in po njem povzroči eksplozijo ali požar. Visoke omare pritrdimo v nosilne stene ali v nosilni strop. Velike in težke predmete, ki se lahko razbijejo ali zlomijo, prestavimo na nižje police. Posteljo odmaknemo od oken, predelnih sten in visokega nepritrjenega pohištva, ter nad njo ne postavljamo težkih lestencev. Nad ležišča in mesta, kjer sedimo, ne obešamo slik, ogledal in drugih težkih ali ostrih predmetov. Svetlična korita in lonce ustrezno zaščitimo pred padcem. Ključ vhodnih vrat hranimo na takem mestu, da bodo zanj vedeli vsi sostanovalci in ga tudi dosegli. Pripravimo zalogo pitne vode in hrane, zdravila, opremo za prvo pomoč, sredstva za osebno higieno, oblačila in odeje, baterijsko svetilko, radijski sprejemnik, kopije osebnih dokumentov in drugo, kar menimo, da bomo potrebovali po potresu. Upoštevamo prehranske navade in potrebe dojenčkov, starejših in bolnikov. Če potrebno, pripravimo dietna živila. Poskrbimo tudi za zalogo hrane in pijače za domače živali. Ob potresu ostanemo mirni. Takoj prekinemo svoje dejavnosti in se odmaknemo od oken in drugih steklenih površin, kot so ogledala ali steklene omare. Ne približujemo se zunanjim in predelnim stenam, visokim omaram in mestom, odkoder lahko padejo težki predmeti ali stropna razsvetljava. Med potresom nikoli ne tečemo iz stavbe, ne uporabljamo dvigal ali stopnic in ne skačemo skozi okna. Poiščemo ustrezno mesto in zaščitimo svoje telo, tako da glavo upognemo k kolenom, s komolci si zavarujemo glavo in s sklenjenimi dlanmi pokrijemo zatilje. Tako počakamo, da potresni sunki minejo. Če se med potresom nahajamo v dvigalu in se ta ne ustavi samodejno, pritisnemo na tipko naslednjega nadstropja oziroma tipke vseh nadstropij. Če se vrata dvigala ne odprejo, jih ne poskušamo odpreti na silo. Če se med potresom nahajamo na prostem, odidemo na odprt prostor, proč od stavb, bregov rek in jezer, dreves, reklamnih panojev, daljnovodov in vsega, kar nas lahko poškoduje. Če smo med potresom v vozilu, upočasnimo hitrost in zapeljemo ob rob vozišča, kjer ustavimo in počakamo do konca potresa. Ne ustavljamo se v predorih in podvozih, na nadvozih ali mostovih oziroma v njihovi neposredni bližini. Po potresu lahko sledijo tudi močnejši popotresni sunki. Ob njih ravnamo enako kot ob potresu. Če po potresu ostanemo ujeti v ruševinah, ostanemo mirni in skušamo ugotoviti, od kod prihaja zrak. Če se praši, uporabimo robec, krpo ali del oblačila in si z njim pokrijemo usta in nos. Poiščemo predmet in z enakomernimi presledki udarjamo po kovinski napeljavi ali zidu. Občasno zakličemo na pomoč. Če nismo ujeti v ruševinah, najprej pomagamo sebi, svojim najbližjim in tistim, ki potrebujejo pomoč. Poskrbimo za domače živali in previdno zapustimo stavbo. Ne uporabljamo dvigala, po stopnicah pa se spustimo le, če te niso poškodovane. V stavbo lahko ponovno vstopimo šele, ko strokovnjak na podlagi pregleda poškodb in ocene uporabnosti stavbe oceni, da je vstop vanjo varen. Poskrbeti moramo za strokovni pregled vodovodne, kanalizacijske, plinske in električne napeljave.
Poškodbe stavbe, opreme in predmetov fotografiramo za prijavo škodnega primera. Pomembno je, da po potresu upoštevamo vse ukrepe in navodila pristojnih organov in služb. Po potresu lahko pričakujemo motnje v oskrbi s pitno vodo. Zato je potrebno vodo prekuhati, razkužiti ali uporabiti vodo iz plastenke. Požar je pogost pojav po potresu. Ob upoštevanju preventivnih ukrepov pred potresom in po njem lahko sami zmanjšamo možnost za nastanek požara in tako preprečimo še večjo škodo. Preverimo, kje in kako se izklopita plin in elektrika. Če se odpravimo na dopust, zapremo ventil plinske jeklenke in izklopimo naprave iz električnega omrežja. Izdelke, ki vsebujejo nevarne snovi in vnetljive tekočine, pospravimo na varno mesto. Med potresom se lahko poškoduje plinska napeljava in zaradi uhajanja plina nastane velika nevarnost za eksplozijo ali požar. Če vonjamo plin ali opazimo poškodbe na napeljavi, zapremo glavni ventil oziroma ventil plinske jeklenke in prezračimo prostor. Če je do požara že prišlo in nismo v nevarnosti, ga poskušamo omejiti s priročnimi gasilnimi sredstvi ali ustreznim gasilnikom. Če pa požara ne moremo pogasiti sami, se umaknemo na varno in pokličemo na številko 112. Več informacij na www.gov.si. V filmu prikazani načini, uporabljeni materiali in tehnike so le nekatere možnosti zaščite pred potresom. Prikazani so simbolično in so zgolj informativnega značaja. Za njihovo izvedbo morebitno nastalo škodo in poškodbe naročnik filma ne prevzema odgovornosti.